Sam vase zazrt, res sem se prevzel, odločil sem se sam in odšel daleč, daleč stran. Kot sanjal bi prestajal more, v obupu in praznini izgubljen sam brez tebe, ker sem me še najdeš. Odprimi oči, pomagaj mi, Bog, da bomo svoje. Sem trudil se, da delal dobro bi, a vedno padel sem, ker sem spoznal, sam nisem dober. Vem, grešnik sem, po svoje rad živim, ne morem delati, kar je prav, kdo me reši, ker sem me še najdeš. Odprimi oči, pomagaj mi, da bomo svoje. Izbriše tvoj greh, predaj se, predaj se, predaj se, predaj se, predaj se, predaj se, Gospodu, predaj se, Gospodu, predaj se.
Dober dan, kako ste? Upam, da ste dobro v današnjem dnevu. Spet smo se skupaj zbrali in danes se bomo pogovorili o zelo zanimivi temi. In sicer ta tema je vedno aktualna. Pogovorili se bomo o intimnih odnosih med ljudmi, o spolnosti. Zdi se mi pomembno, da se tudi v času, ko nas je COVID oddaljil drug od drugega in si želimo bližine sočloveka in pomenljivih odnosov, verjetno še bolj kot ponavad, da se pogovorimo tudi o najintimnejših odnosih med ljudmi. In preden se poglobimo v to občutljivo in pomembno temo, se spomnimo, da je naš Bog ljubeč oče. In da smo odrešeni zaradi vere v njegovo ljubezen in žrtev na križu. In ne zato, ker se nikoli ne bi soočali z izzivi in se borili z različnimi oblikami greha. Jezusovi učenci verjamemo, da nam je Sveto pismo v veliko pomoč pri razumevanju odnosov, nasploh pa tudi najintimnejših odnosov med ljudmi. Naj omenim, da sem tisto, kar bom povedal v apologetskem delu današnje pridige, ki govori o telesni intimnosti, da sem to prevedel ali pa povzel po predavanjih in z dovoljenjem švedskega apologeta Stefana Gustafsona. Več o njem lahko pogledate na internetu. Ko molimo k Bogu, naj pride tvoje kraljestvo, naj bodo odnosi tudi v Sloveniji takšni, kakor so v nebesih, kaj naj bi to pomenilo? Ljudje si želimo pristnih in iskrenih odnosov, vendar nam žal velikokrat spodleti in se prizadenemo med seboj. Se vprašate mogoče kdaj, kdo usmerja in pouči Slovence glede medsebojnih odnosov, od tistih površnih, vsakdanjih, pa vse do telesnih in intimnih odnosov. Heather Paulson v svoji knjigi Emotional Purity pravi: če se želite izogniti bolečinam v odnosih, se boste morali spremeniti. Ne morete iti po isti poti in pričakovati drugačnega izida. Morate začeti hoditi po popolnoma drugi poti, po popolnoma novi poti. Če nekaj ne štima v medčloveških odnosih, tudi tistih, ki postopoma vodijo v spolne odnose, ali je možno, da ljudje hodimo po napačni poti? Da se nekje zgubimo. Pri intimnosti, pri spolnosti ne gre le za nek površinski fenomen, gre za globje zadeve, želje in potrebe človeka. Zato lahko rečemo, da je intimnost danes odraz stanja naših src danes. Današnja tema je zahtevna in občutljiva. Ne pretvarjam se, da imam vse odgovore, vendar menim, da je važno, da se o tej temi pogovarjamo. Če cerkev ni varno okolje, kjer se tako mladi kot tudi starejši lahko kaj naučimo, tudi od intimnosti, potem nas bodo svet in mediji šolali in izšolali glede tega pomembnega dela človekovega življenja. Zanima me, kako kristjani pristopamo do sveta in kulture, v kateri živimo. V najširšem pomenu besede kultura obsega vse človekove dejavnosti in vse njegove aktivnosti. Ponavadi radi kulturo sveta kritiziramo, jo obsojamo ali pa jo enostavno in brez pomisleka uporabljamo. Smo pač potrošniki stvari, ki nam jih kultura ponuja. Andy Crouch predlaga, da smo Božji otroci poklicani ne da na prvem mestu kritiziramo, obsojamo in trošimo kulturo, ampak da na prvem mestu kulturo ustvarjamo. Oziroma bolje rečeno, da odražamo kulturo Božjega kraljestva, ki ga je Jezus oznanjal in demonstriral. Da bi lahko ustvarjali oziroma odražali drugačno kulturo, moramo najprej dovoliti Svetemu Duhu, da nam razodeva srce nebeškega očeta in se poglabljati v globine Božje besede, Svetega pisma. Šele tako bomo lahko spoznavali globine Božjih zakonov in vrednot Božjega kraljestva in življenje, ki ga prinašajo. V nasprotnem primeru bomo krščanstvo oziroma bolje rečeno sledenje Jezusu Kristusu
dojemali le kot skupek zastarelih, dolgočasnih predpisov, ne pa kot nekaj, kar prinaša življenje, radost in resnični mir. Danes bi radi skupaj z apostolom Janezom pričevali temu svetu in rekli, in življenje se nam je razodelo. In življenje se nam je razodelo in videli smo ga. Pričujemo in oznanjamo vam večno življenje. Tisto, ki je bilo pri očetu in se nam je razodelo. Kot izvoljeni rod, kot kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last bi radi oznanjali pot, resnico in življenje v Jezusu Kristusu. Kot Jezusovi učenci jemljemo spodbudo iz 1. Timotejevega pisma, 5. poglavje, resno, ta pravi, naj bodo duh, duša in telo ohranjeni neoporečni. No, začnimo z lahkim vprašanjem. Zakaj sploh se pogovarjati o spolnosti? No, mogoče zato, ker je življenje človeka prežeto s spolnostjo. Mediji, knjige, televizija, internet so polni spolnosti. Spolnost ne bo kar na lepem izginila in šla stran. Ne moreš biti človek in ne razmišljati o spolnosti. Pomembno je, da se o njej razmišlja, da se o njej pogovarja in da se z njo tudi soočimo. Tudi v cerkvi in mogoče še prav posebej v cerkvi in še prav posebej v današnjem času. Ameriški teolog Howard Hendricks je rekel, ne bi nas smelo biti sram razpravljati o tem, za kar Boga ni bilo sram, da bi ustvaril. Kristjani verjamemo, da je vse ustvaril Bog. Očitno je, da je bila tudi spolnost njegova zamisel. O tem je razmišljal in verjetno ob tem ni zardeval. Menil je, da je to dobra ideja, da ustvari bitja, ki bodo imela telo in ki bodo imela spolne odnose med seboj. Zaradi tega kristjani nimamo nobenega razloga, zakaj naj bi molčali glede tega področja ali pa prepustili, da vsak zase razmišlja o tem nekje na samem. Seveda so s spolnostjo povezane tudi globoko osebne stvari in intimne stvari. Zato moramo modro izbirati, kaj podelimo, s kom podelimo in če sploh podelimo in v kakšnem kontekstu. Ampak nasplošno gledano se ne bi smeli sramovati govoriti o tem, za kar se Bog ni sramoval, da bi ustvaril. Neverni velikokrat obtožujejo kristjane, da so proti spolnosti, vendar je resnica prav nasprotna. Prve besede in zapoved, ki jo je Bog spregovoril človeškim bitjem, so bile imejte spolne odnose. Prva Mojzesova knjiga prav na začetku, da jo je Bog blagoslovil Adama in Evo in njima rekel, bodita rodovitna in množita se. Telesna intimnost, spolnost je vzburljiva, je močna, je lepa, obenem pa je lahko precej težaven del človeške eksistence. Lahko tudi močno prizadene in povzroči veliko bolečine. V prvem delu današnje pridige si bomo iz različnih zornih kotov pogledali telesno intimnost, spolnost in razmišljali o njej. Omenili bomo različne poglede na spolnost, moralo idealnega sveta nasprotje realnosti vsakdana, moški in ženski pogled na spolnost, ter premike v morali in etiki povezane s spolnostjo. V drugem delu pa bomo spregovorili o čustvih in izvoru intimnosti, o našem srcu. Poglejmo si različne poglede na spolnost. Tako kot skozi človeško zgodovino, kot tudi danes so obstajali in obstajajo različni pogledi na spolnost. Mi se bomo dotaknili 4. Prvi je potlačena spolnost, to je negativen pogled. Nekatere kulture potlačujejo spolnost, naprimer grški dualizem, Platon, poznamo ga, gnosticizem, asketizem, viktorijanski pogled. Telo naj bi bilo slabo, duh naj bi bil okej, naj bi bil dober. Spolnost oziroma seks je le za razmnoževanje, ker je umazan in pri njem ne smeš uživati. Drugi pogled lahko poimenujemo brezmejna spolnost. Nekatere kulture so nasproten ekstrem prvemu primeru.
Tu je količina spolnosti pomembna in ne kvaliteta in njen pomen. Spolnost naj bi bila le telesna potreba, tako kot spanje ali pa kihanje. V antiki so imeli tak pogled in tudi sekularna družba danes ima tak pogled. Namen je imeti spolne odnose na čim več različnih načinov s čim več ljudmi. Kvantiteta je pomembna in ne kvaliteta in pomen spolnosti oziroma intimnosti. Ni nekega globjega pomena, samo da jo uživam, pa je ok. Naslednji pogled je tako imenovana božanska spolnost. Za nekatere kulture je seks, je spolnost kot dostop do božanskega. Sem spada hindujski tantrični seks, kultna prostitucija, ker je mešanica spolnosti in religije in tako naprej. Pri četrtem pogledu, ki mu pravimo uravnotežen pogled na spolnost, gre za pozitivno naravnanost glede spolnosti, vendar se postavijo neke meje, neki okviri. Ta pogled pravi, spolnost je za užitek, za uživanje, je zato, da se odkriva partnerja in poglablja odnos, ampak obstajajo neke meje. Danes so pravila, kdaj je ok in kdaj ne. Če gre čez te začrtane meje, postane spolnost destruktivna in škodljiva. In te meje se poskuša definirati in določiti. Zunaj začrtanih meja pa je spolnost nemoralna. Naprimer, moraš biti polnoletna oseba, moraš biti poročen, ali pa še ena meja, ki se postavi, da mora biti prostovoljni pristanek, da ne more nekdo prisiliti nekoga v to. Večinoma so kulture mešanica dveh ali več pogledov na spolnost, vendar se trend danes nagiba proti brezmejni spolnosti. Krščanski pogled na spolnost spada v skupino tako imenovane uravnotežene spolnosti, ker se postavi nek okvir, kdaj je primerno imeti spolne odnose in kdaj ne. Spolnost je lepilo, ki ga je Bog ustvaril, da bi povezal ljudi skupaj v zakonu. Zakaj je telesna intimnost? Zakaj je spolnost lepa? Ne zaradi tega, kar je in kar naredi, zaradi efekta, ampak zaradi tega, kar predstavlja. Simbolizira odnos med Jezusom in cerkvijo, njegovo nevesto. Namenjena je, da kaže na nekaj drugega, na nekaj višjega. Naša želja po intimnosti je le slika, je odmev naše želje po globoki povezanosti z Bogom. Kako pa današnji svet gleda na spolnost? Če pogledamo medije, imamo opravka z zelo veliko spolnosti, veliko seksa. Televizija, časopisi, internet in tako naprej. V medijih nismo deležni uravnotežene predstavitve in opisa spolnosti. Skoraj vedno se v medijih spodbuja le en pogled na spolnost, gre za brezmejno spolnost in spodbujanje velike količine spolnosti. Ti medijski glasovi so glasovi, ki promovirajo promiskuiteto, to je veliko spolnih partnerjev, promovirajo razlikovanje med ljubeznijo in spolnostjo, promovirajo istospolne odnose. Ti glasovi promovirajo subkulture, kot so swingeri, kjer se menjava partnerje in tako naprej. Na tradicionalen pogled na spolnost pa se večinoma gleda le kot nekaj zastarelega in pase, nekaj, kar je šlo mimo. V svetu medijev smo pričali zelo neuravnoteženem pogledu na spolnost. Nekaj smo rekli o različnih pogledih na spolnost, omenili smo potlačeno spolnost, brezmejno spolnost, tako imenovano božansko spolnost in uravnotežen pogled na spolnost. Zdaj pa poglejmo na razliko in napetost med moralo idealnega sveta in realnostjo našega vsakdanjega življenja. Kaj je morala? Morala se nanaša na tisto, kar je dobro in kar je slabo, kar je pravilno in kar je napačno. Etika pa je preprosto rečeno skupek moralnih načel. Naprimer, športna etika vključuje moralna načela, ki se jo držijo športniki. Naprimer, ne jemlji poživil, igra mora biti poštena, brez namernih prekrškov in tako naprej. V krščanski etiki so načela izpeljana iz svetopisanske vere. Ta naj bi kristjane vodila v njihovem ravnanju.
Mediji očitijo kristjanom, da nimajo stika z realnostjo, da so hinavski ter da so naši pogledi zastareli. Kako naj se odzovemo? Vse debate in pogovore z ljudmi, ki imajo drugačen pogled na to področje človekovega življenja, kot mi, moramo prinašati idealno krščansko moralo, a obenem pokazati sogovornikom, da se zavedamo, kakšna je realnost. Ko se pogovarjamo o morali in etiki, bomo vedno imeli problem med idealom in realnostjo. Kaj mislim s tem? Naprimer, ne bi smeli lagati. Ne, vsi se strinjamo s tem. Vsi bi rekli, da je to dobra ideja. Ampak v praksi, če ljudi vprašaš, če so kdaj lagali, jih nekaj pomiga z glavo, ostali so tiho in se zlažejo tako, da nič ne pomigajo. To vprašanje o napetosti med idealnim in realnim postavlja že Pavel v pismu Rimljanom v 7. poglavju, ko pravi, da kot notranji človek namreč z veseljem soglaša z Božjo postavo, v svojih udih pa vidi drugo postavo, ki se bojuje proti postavi njegovega uma in ga sužnjuje postavi greha, ki je v njegovih udih. Pavel pravi, jaz nesrečnež, kdo me bo rešil telesa te smrti. Podobno je pri vprašanju spolne morale in etike. Kaj je ideal, kaj pa je realnost? Kako se soočiti z razliko med idealnim in realnim? V cerkvi imamo posebej velike probleme s to temo. Ponovadi lahko pademo v dve luknji. Kot prvo luknjo, v katero lahko pade od cerkve, Stefan Gustafsson omenja luteransko cerkev na Švedskem. Pomislili so, imamo problem, idealno in realno. Kako ga rešiti in kako so ga rešili? Tako, da so znižali letvico morale, letvico etike na raven, kjer ljudje na Zahodu živimo. Obupali so nad seksualno etiko, sprejeli so istospolne poroke v cerkev, nič ne rečejo o ločitvah, spolnosti pred poroko ali izven zakona in tako naprej. Tako so znižali letvico, da pravzaprav ni nič več ostalo od te krščanske etike in morale. Druga luknja, v katero lahko pademo v cerkvah, je, da se pretvarjamo, da razlike med idealnim in realnim sploh ni. Pretvarjamo se, da vsi živimo v skladu z Božjim idealom, in tako pretvarjanje hitro ustvari hinavstvo in trdosrčnost. V tem primeru je važno, da te ne najdejo, kajti če te najdejo, potem si gotov. Gotov si. Si obsojen, si izključen, nič milosti in nič podpore. In to je precej grda slika cerkve. Svetopisanska, evangelijska rešitev, ki nam jo ponuja Jezus, je milost. Božja milost. Pridemo v veri pred križ z vso svojo zgodovino greha in prosimo Boga odpuščanja. Tako je rešena razlika med idealnim in realnim. Tako je Bog rešil to razliko. Z milostjo. Bog nam bo pomagal z njegovo milostjo iti proti idealnemu. Idealnemu se približujemo s pomočjo svetega Božjega duha, duha svetosti. On nam daje moč. Če želimo, nas Jezusova kri opere in pere greha. Spomnimo se, ko nam Jezus odpusti grehe, spomnimo se, da nam reče podobno, tako kot je rekel ženi, ki so jo farizeji privedli pred njega. Pojdi in ne greši več. In to misli resno, to govori tudi nam. Mediji imajo pred očmi le prvi dve omenjeni kategoriji, ne dojamejo pa sporočila milosti, ki ga prinaša evangelij kraljestva Jezusa Kristusa. Evangelij milosti kraljestva Jezusa Kristusa. No, še en zorni kot, iz katerega lahko razmišljamo, kako se je spremenil pogled na spolnost, je, da pogledamo, kako je tako imenovani moški pogled na spolnost vplival na ženski pogled na spolnost. Pogled na spolnost v preteklosti je bil, da so edino moški lahko uživali, ženske pa niso smele. Morale so biti vzdržne. Moška spolnost je bila norma in je bila pravilo. Ljudje so bili mnenja, da je spolna slast za moške neka sila, nekaj močnejšega od njih in se pač ne morejo vzdržati. Zato je bilo moškim oproščeno veliko, pač se ne morejo zadržati. Ženske pa so morale biti čiste in vzdržne. Spolna slast bi bila za moškega neka neukrotljiva sila,
Naloga ženske pa je bila, da uravnava njegov spolni nagon. In to je strašno. Danes se pogosto sliši, poglej, kaj so moški delali in še delajo. Kaj smo jim dovolili v preteklosti. Zato danes družba, ki odobrava in spodbuja brezmejno spolnost, spodbuja tudi žene, naj zasledujejo spolnost in užitke tako kot moški. Saj so svobodne. To povzroča velik pritisk na mlade žene, da so spolno aktivne in da imajo za normo moški model spolnosti. Tako so žene in dekleta prevzele za svojo normo, v krščanskem žargonu rečeno, padlo moško seksualnost. Takšna spolnost se promovira med mladimi danes. Kako ženske doživljajo spolnost znotraj sebe, ne vem, vem pa, kako moški doživljamo spolnost znotraj sebe. Vem, da obstaja nekaj notranjega v moški seksualnosti in to je nagnjeno promiskuiteti. Promiskuiteta pomeni spolne odnose z osebami drugega spola brez omejitev. Večina moških bi se strinjala, da obstaja v padlem moškem sposobnost skoraj neskončne promiskuitete. Moški imamo sposobnost razločevati našo spolno željo in objekt naše spolne želje. Tako da sploh ni toliko važno, kdo oseba je, ampak le zadovoljitev želje po spolnosti in po seksu. Osebe smo sposobni ponižati le v objekt zadovoljitve naše spolne sle. In s tem imamo moški težavo. In danes se takšna sla, takšna potreba po spolnosti promovira. Padla moška seksualnost je postala norma in način, na katerega se izraža spolno obnašanje tudi za ženske. Malo pa se govori o alternativi takemu vedenju in ta je, da se pozove moške in žene k odgovornosti, k samokontroli, ki je mimogrede eden od sadov duha. Samo vladuj se, kontroliraj se, je odgovor. Kot zadnjo točko prvega dela pridige, kjer smo si pogledali različne zorne kote, iz katerih lahko razmišljamo o spolnosti, si bomo pogledali še nastale premike v morali in etiki na področju spolnosti. Proces, ki se je skozi čas odvijal na področju spolnosti, je bil premik stran od etike zaveze, od etike zavezanosti, kjer so ljudje rekli, spolnost spada v zakon in zakon traja celo življenje. Seveda to ne pomeni, da so vsi tako živeli, ampak to je bil nek splošno sprejet okvir. Spolnost je spadala v okvir zakona, kjer si bil z nekom v dobrem in slabem do konca svojih dni, dokler naju smrt ne loči. Etika zaveze se seveda nanaša na krščansko pojmovanje in razumevanje spolnosti. Ta etika zaveze se je počasi premaknila v etiko bližine, kjer imaš spolne odnose z nekom, ki ti je blizu, ki ga imaš rad. Spolnost naj bi pripadala ljubezni, odnosu in bližini. Vendar ti ni treba biti poročen. Dovolj je, da si zaljubljen in čutiš povezanost. Vendar ti ni potrebno zavezati se zavedno. Dokler se boš počutil tako. Ljudje se lahko večkrat počutijo zaljubljene v različne osebe. Zaljubljenost naj bi tako bila dovoljenje in zelena luč za spolne odnose. Ta etika bližine, se je nadalje premaknila v etiko užitka, ker je važno le poželenje in medsebojno uživanje, užitek. Ljubezen tu več ni potrebna. Ljudje, mladi danes, imajo prijatelje z dodano vrednostjo. Z nekaterimi ljudmi igraš tenis ali pa futsbal, z nekaterimi nabiraš gobe, z drugimi imaš spolne odnose. Ne obstaja nikakršna ljubezen, le užitek. Na Švedskem je statistika v srednjih šolah pokazala, da ima 1/3 vseh dijakov friends with benefits, prijatelje z dodano vrednostjo. Ni potrebna povezanost z osebo, le da se ujameta v seksu je dovolj. Gre za popolno ločenost ljubezni in spolnosti. No, prišli smo do konca prvega dela pridige, kjer smo šli skozi različne zorne kote, s pomočjo katerih lahko razmišljamo o spolnosti.
Omenili smo različne poglede na spolnost, moralo idealnega sveta nasproti realnosti vsakdana, moški in tudi ženski pogled na spolnost, ter premike v morali in etiki povezani s spolnostjo. Vendar smo se do sedaj razgledovali le po površju človekovih intimnih odnosov. Zdaj se bomo podali globje in se dotaknili izvora človekove intimnosti. Pokukali bomo za zaveso človekove telesnosti, tam, kjer se pravzaprav vse skupaj odvija v človekovem srcu. Ko so Jezusa vprašali, katera je največja zapoved, je rekel: ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved. Vemo, da obstajajo različne grške besede za ljubezen. Ko Jezus pravi ljubi bližnjega, je uporabljena beseda agape. Jezus ni uporabil besede za bratsko ljubezen, fileo, ali besede storge za družinsko ljubezen, in seveda tudi ne eros, kar bi pomenilo romantično ljubezen, kamor spada tudi spolnost. Klic k agape ljubezni pomeni ljubi bližnjega tako, kot ga Bog ljubi. Božji klic, naj ga ljubimo z vsem srcem, vso dušo in vsem mišljenjem in vso močjo, je vabilo, ampak obenem tudi opozorilo, ki nam kaže na izzive, ki jih imamo in ki jih bomo imeli v našem življenju. Obstaja možnost, da ne bomo ljubili iz vsega srca in duše, z vsem mišljenjem, z vso močjo. Vsi, ki poslušate, z mano vred, obstaja ta možnost. Če naše srce ni povezano z Bogom, žal to pomeni, da tudi bližnjega ne moremo ljubiti in ceniti tako, kot bi morali, tudi če si to želimo, ker nismo priklopljeni na izvir. Prvo pismo Tesaloničanom pravi: sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj ostane neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. Duh, duša in telo so močno povezani in niso ločeni eden od drugega. Telesni izraz intimnosti, spolnost, je več kot le telesno uživanje. Zato naš pogled na spolnost kaže na stanje našega srca in našega celotnega bitja. Kaže, kaki etiki sledimo in kako funkcioniramo na vseh področjih našega življenja in ne le v intimnosti. Ko razmišljamo o premikih na področju etike v našem svetu, se moramo zavedati, da smo priča različnim načinom intimnosti in premikih v intimnosti med človeškimi srci, ne le telesi. Zakaj se dogajajo ti premiki? Eden od razlogov je gotovo poudarjanje človekovih čustev. Spodbuja se razmišljanje, če se tako počutim, že mora biti res. In mora biti prav. No, poglejmo si definicijo čustev. Čustvo, emocija in motivacija imata isti latinski koren, ki pomeni premikati se. Čustva nam pošiljajo hitra, močna, fizična sporočila, ki nam omogočajo, da se odzovemo na svoje okolje. Omogočajo nam prostovoljno ali pa tudi nehoteno komunikacijo. Spomnimo se, da informacija o tem, kdo smo, kaj je naša najgloblja identiteta in usmerjanje, kaj naj delamo, ne bi smelo prihajati le preko čustev, čeprav so ta ponavadi najglasnejša. Kot naprimer, če imaš 3 otroke. Hočeš nočeš, se moraš največ ukvarjati s tistim, ki je najbolj nameren, najbolj tuli in skače vse povsod. Naša čustva moramo filtrirati s pomočjo Svetega Duha, Božje besede. Ko mi beremo Božjo besedo, tudi Božja beseda bere nas, in tudi skupnosti svetovalcev. To so starši, mentori, pastori, učitelji. Redno se moramo opominjati, da nismo le naša čustva. In drugo, to bomo videli kasneje, da skušnjava še ni greh. Hvala Bogu za čustveno doživljanje. Hvala Bogu za čustveno doživljanje. Vendar pa čustva niso človekovo bistvo. Čustva, emocije so tisti del nas, preko katerega se odraža naše doživljanje sveta. So kot zvočnik na radiju, niso pa radio. Občutiti različna, tudi negativna čustva
in misli, naprimer jeza, ljubosumje, zavist, seveda še ni greh. Pomembno pa je, kaj naredim s čustvi in mislimi, ki se ob njih porajajo. To potem določi, ali grešim ali ne. Vsi poznamo zgodbo, ne moreš preprečiti pticam, da ti letijo nad glavo, lahko pa preprečiš, da ti gnezdo na glav naredijo. Naprimer, nekdo me močno zjezi, začnem razmišljati, da bi mu zlomil roko. Ali pa ljubosumen sem na sodelavca, začel ga bom ogovarjati za njegovim hrbtom. Mislim, da razumete bistvo. Izziv, ki ga imam, je, če verjamem, da jaz sem moje čustvo, potem jih preneham presojati, potem se preneham upirati čustvom. Z drugimi besedami, jaz sem, kakorkoli se počutim. Če mislim, da sem le moja čustva, začnem počasi pozabljati, kaj Bog pravi o meni. Moj karakter začne plahneti tako kot mišice, ki si jih ne uporablja. Kar me privlači, to moram imeti. Če me privlači, pomeni, da je dobro. To je logika in morala privlačnosti in užitka, to ni logika in morala Božje zaveze. To je logika in morala privlačnosti in užitka, to ni logika in morala Božje zaveze. Vsak si lahko brez težav zamisli tudi situacijo na področju spolne intimnosti, kdaj je primerno, da se prepustimo čustvom, kdaj pa grejo zadeve v napačno smer, izven okvirov zaveze in postanejo grešne. Pred nekaj tedni sem poslal SMS osebi, katere nisem videl že vsaj 10 let. Ko sem ga vprašal, kako je kaj življenje, mi je odgovoril, da je slabo, ker se ločuje s svojo ženo. Ko sem mu dejal, da mi je žal, mi je odgovoril, da je povsem njegova krivda, ker je svojo ženo prevaril. Ko ljudje grešijo, velikokrat poizkušajo zvaliti krivdo na Boga. Vendar Jakob pravi, nihče, ki je preizkušan, naj ne govori, Bog me skuša. Boga namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar. Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. Na to poželenje spočne, rojeva greh, storjeni greh pa porodi smrt. Ne varajte se, moji ljubi bratje. Vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od očeta luči, pri katerem ni spremembe, ne sence menjave. Tudi Jezus je bil soočen z močnimi čustvi in s težkimi okoliščinami. Vendar Sveto pismo pravi, da ni nikoli grešil. S pomočjo in močjo Svetega Duha je izbojeval zmago. To je zapisano v pismu Hebrejcem, 4. poglavju, ko pravi, da nimamo namreč velikega duhovnika, Jezusa, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan vsem, vendar brez greha. Ko Jezus govori, ve, o čem govori. On je šel skozi vse sort stvari, kolikor gremo tudi mi. Če greš skozi čustveni vihar, to še ne pomeni, da moraš grešiti. Tvoj odziv je tvoja odgovornost. Moj odziv je moja odgovornost. Zakaj imamo tudi kristjani velikokrat težave in podležemo svojim čustvom, ki nas zavedijo v greh? Odgovor je precej enostaven. Pozabljivost. Pozabljivi smo. Pozabljamo, da smo krhke posode in potrebujemo Božjo pomoč, moč Svetega Duha vsak dan. Pozabljamo, da imamo sovražnika, ki ima z nami slabe namene. Pozabljamo, da je Jezus vreden zaupanja in da on ve, kaj je najbolje za nas. On ve, kaj je najbolje za nas. On si nas želi voditi tudi skozi čustvene viharje, le držati se moramo njegove roke. Seveda se tudi, ko nam Bog govori, to lahko odraža na naših čustvih. Seveda se lahko, nič ni narobe s tem. Vendar Bog vedno govori z jezikom zaveze. Takšna je tudi njegova morala in etika. Ko nam Bog govori, naša čustva plešijo na glasbo zaveze. Ko nam Bog govori, naša čustva plešijo na glasbo zaveze. No, prišli smo skoraj do konca naše pridige. Prehodili smo pot skozi različne poglede na spolnost, pogledali smo si na napetost
med moralno idealnega sveta in realnostjo vsakdana. Tudi smo omenili, kako je moški padli pogled na spolnost vplival na ženskega. Videli smo, da se skozi čas dogajajo premiki v morali in etiki in da so se ljudje premaknili stran od etike zaveze k etiki bližine in užitka. Na hitro smo se dotaknili človekove duše in čustvovanja, prav na koncu pa smo prišli do srca in do najbolj skritega mesta v našem srcu in do vprašanja, kaj ali kdo je, oziroma vsaj bi moral biti, zaklad in največja dragocenost srca na novorojenega Božjega otroka. Kaj je ta zaklad, ki je tako dragocen, da ga moramo čuvati, ne z orožjem, ne z našimi mišicami ali pa močjo naše volje ali pa izobrazbo, ampak Svetim Duhom. Da ga moramo čuvati, je to napisano verjetno zato, ker nam ga bojo poskušali ukrasti. To je precej jasno. 2. Timotej prav, Svetim Duhom, ki prebiva v nas, varuj lepi zaklad, ki ti je bil zaupan. Svetim Duhom, ki prebiva v nas, varuj lepi zaklad, ki ti je bil zaupan. Kaj je lepi zaklad, ki nam je bil zaupan? Ta zaklad je živ odnos s Svetim Bogom, z nebeškim očetom. Odnos z njim je največji zaklad našega srca. Kot pravi Janez, in življenje se nam je razodelo in videli smo ga. Življenje se nam je razodelo in videli smo ga. Okusili smo ga. Bog in živ odnos z njim je naš zaklad. Kdo pa je njegov zaklad? To smo mi in vsi ljudje na tem planetu. Bog je dal vse, kar je imel za ljudi, da bi nas rešil smrti in bi nas pripeljal nazaj domov. Zato pazi, kako v svojem srcu ravnaš z Božjim zakladom, z ljudmi, ki živijo okoli tebe in jih srečuješ vsak dan. Lahko so ti osebe zelo oddaljene in jih vidiš le na internetu ali pa o njih bereš le v časopisu, ni važno. Pazi, kaj delaš, vsi ljudje so Božji zaklad. Tisti, ki so ti všeč ali pa so ti celo spolno privlačni in tudi tisti, ki ti niso. Tisti, ki simpatizirajo z isto stranko kot ti in tudi tisti, ki ne. Vsi ljudje so Bogu zelo dragoceni. Ovira, ki jo moramo preskočiti glede medčloveških odnosov nasploh, pa tudi intimnih odnosov, ni visoka tako 1,20 m, pa da se moram glih malo potruditi, pa jo preskočim. Ovira za preskočiti je postavljena pod strop. Nemogoče jo je preskočiti s svojo močjo, tako moški kot ženske. Rabimo Božjo moč in pomoč. Ne smemo le čakati na pozitivna čustva, ki naj bi nam dala novega zagona in nove moči. Čakal bom, da se tako počutim, pa potem oprostim, recimo. No, če pa se čustva pojavijo in ko se ta močna čustva pojavijo, je dobro, da jih presojamo in da jih pravilno usmerimo. Moj znanec je mogoče čakal, da čustva do ženske, ki ni njegova žena, minejo, pa niso. Ali pa je pomislil, tako se počutim, pa že mora biti prav. Žal bodo zdaj majhni otroci v svojem domu odraščali brez svojega očeta. Prepad med idealnimi Božjimi zakoni in realnostjo in izzivi vsakdanjega življenja je prevelik, da bi ga premostili s svojo močjo. To velja za odnose nasploh, kot tudi za intimne telesne odnose. Če se sami lotimo tega podviga, potem ali bomo obupali nad vsem skupaj, tako kot je obupala luteranska cerkev na Švedskem, ali pa se bomo pretvarjali, da je vse okej. Pa ni vse okej. Ne zmoremo sami. Rabimo se v veri opreti na Božjo milost, prositi odpuščanja in dovoliti Bogu, Jezusu Kristusu, da je On naš temelj in On naše sidro. Le tu bomo varni v vseh viharjih življenja. Molimo za pomoč, da bomo udejanjali in odražali odnose zaveze. Odnose zaveze, ki vladajo v Božjem kraljestvu. Odnose, ki bojo v pričevanje svetu in bodo odražali Jezusovo zmago na križu.
ljubezen in zaveza, v kateri Bog želi, da živimo, presega čustva, gre onkraj njih. Ta ljubezen in ta zaveza je čudežja. Tu je varno prebivati, v okviru čudeža Božje ljubezni in njegove zaveze. Molimo. Hvala ti, Jezus, za ta dan, za tvojo milost. Hvala ti za to sporočilo in mi si želimo, Jezus, živeti v tem tvojem čudežu, Gospod, v tvoji ljubezni. In vod nas, Gospod, po tvoji sveti pot. V Jezusu ime. Amen. Želim vam še naprej lep dan, bodite blagoslovljeni in se vidimo v naslednji priliki.